Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Pred nami je zimska pravljica, polna gibanja, prijateljstva in pomembnih spoznanj. Tokrat bomo spoznali Frančka, prikupnega želvaka, ki naravnost obožuje šport. In ko se narava obleče v zimsko preobleko in led zasije vsej svoji lepoti, Franček najraje obuje drsalke, vzame hokejsko palico in se s prijatelji poda na zamrznjen ribnik. A v Frančkovi ekipi je igrala tudi Tihurka, ki se je s hokejem šele spoznavala in ji vse skupaj ni šlo po načrtih. Franček je bil zato žalosten in razočaran. Le kakšna ideja ga je prešinila, da se je igra spet spremenila v pravo veselje. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Franček igra hokej. Franček je bil navdušen športnik. Spomladi, poleti in jeseni je igral bejzbol in nogomet. Po zimi je igral hokej. Takoj, ko je ribnik zamrznil, že si je hitel zavezovati drsalke. Nekega mrzlega zimskega dne je odhitel k ribniku. Že je stal na ledu, ko so tja prispeli njegovi prijatelji. Medved si je na glavo poveznil čelado in pobral svojo hokejsko palico. Misliš, da bova danes zmagala? Je vprašal Frančka. Saj vedno, se je smejal želvak. Bobrovka se je namrščila. Tekma se je začela. V nekaj minutah je Franček zadel prva 2 gola. Ni minilo dolgo časa, ko je zadel tudi medved. To je zabavno, je bil navdušen medved. Grrr, je zagodrnjala Bobrovka. Zabavno bi bilo, ko bi zmagalo moje moštvo. Prijatelji so drsali gor in dol po ribniku. Franček je dosegal gole in prestrezal nasprotnikove strele. Po 5. golu je zaslišal vzklikanje s pobočja. Lahko tudi midva z Rakunom igrava, je zaklicala Tihurka. Seveda, je odgovoril Franček. Obujte si drsalke in si izberite ekipo. Tihurka je izbrala Frančkovo ekipo, Rakun pa Bobrovkino. Nisem tako dobra kot vidva z medvedom, je zaskrbelo Tihurko. Nič hudega, je odvrnil Franček. Saj se samo zabavamo. A kaj kmalu se Franček ni več tako zelo zabaval. Tihurka ni nobene stvari naredila prav. Ni dovolj hitro drsala in ni znala voditi ploščka. Ni znala zaključiti igre in poslati ploščka v mrežo. Ko se je Franček pognal, je Tihurka padla nanj in ga podrla na tla. Potem je Rakun drugega za drugim zabil 3 gole. Zdaj se pa jaz zabavam, je razglasila Bobrovka. Ko je Rakun zabil še 1 gol, je Franček rekel, da je čas, da prenehajo igrati. Kaj pa je narobe, Franček? Ga je zbodla Bobrovka. Se bojiš izgubiti? Franček je skomignil. Samo utrujen sem, je dejal. Potem pa raje jutri zjutraj še enkrat zaigrajmo, je predlagal zajec. Franček je pogledal Tihurko. Iste ekipe? Je vprašal. Jasno, je rekla Bobrovka.
Ko so se vsi odpravili proti domu, je dihurka dohitela Frančka. Brez mene boste jutri imeli več možnosti za zmago, je dejala. Prišla bom in navijala, a igrala ne bom. O, dihurka, jaz, je začel Franček, a je že odbrzela. Pri večeri je Franček brskal po hrani. Niti enega koščka mušje pite ni použil. Ko sta ga starša vprašala, kaj ga muči, jima je povedal vse o dihurki. Jutrišnje tekme nočem izgubiti, je razlagal Franček. Pa tudi nočem, da bi bila dihurka žalostna. Ni lahko biti član moštva, mu je dejal očka. Mislil sem, da naj bi bil hokej zabaven, je zastokal Franček. Zjutraj se je oglasil pri medvedu. Dihurka danes ne bo igrala z nama, mu je povedal. Pravi, da ni dovolj dobra igralka. Ampak se je igrala šele eno tekmo, je odgovoril medved. Tudi mi smo morali igrati veliko tekem, preden smo postali kolikor toliko dobri. Se spominjaš, ko je zajec Jaka s svojimi velikimi prijatelji igral z nami? Ga je pobaral Franček. Medved se je zasmejal, potem pa rekel. Niti stati nisem mogel več. Franček je vzdihnil. Želim si, da bi spet igrali z zajcem Jakom, je rekel. On bi že vedel, kaj nam je storiti. Ko sta Franček in medved prispela do ribnika, sta zagledala dihurko. Bila je na ledu in drsala naprej in nazaj. Ne skrbita, je zaklicala. Nisem tu zato, da bi igrala. Samo vadim za naslednjo zimo. Za naslednjo zimo? Je vzkliknil Franček. Mogoče bom takrat tako dobra kot ti, Franček, je pojasnila. Franček se je zasmejal. Nisem bil vedno tako dober, kot sem zdaj, je dejal. Nekoč sem zabil gol v svojo mrežo. Kaj res? Je bila začudena dihurka. Franček je pokimal. V začetku sem naredil veliko napak. Seveda ti je šlo kmalu bolje, je dodal medved. Franček je za trenutek pomislil. Seveda mi je šlo, je počasi dejal. Franček je gledal, kako si dihurka odvezuje drsalke. Nenadoma se je domislil. Dihurka, počakaj, je rekel. Če je meni uspelo, da sem postal boljši, če sem več igral, potem bo to tudi tebi. Moraš igrati z nami. Praviš, da me danes hočeš v svoji ekipi? Je zanimalo dihurko. Pravim, da danes igrajo v moji ekipi, je potrdil Franček. Potem je še dodal. Hokej je skupinski šport, dihurka. Ne bo ti uspelo, če boš igrala sama. Dihurka se je zarežala. Potem se je pripognila in si spet zavezala vezalke na drsalkah. Kmalu je prispelo še drugo moštvo in tekma se je začela. Vzklikanje in bodrenje je odmevalo od ledene ploskve. Franček in medved sta zabila vsak po en gol, prav tako tudi bobrovka in rakun. Potem se je Franček pognal. Nikogar ni bilo v bližini, razen dihurke. Palico na led, je Franček zaklical proti njej. In sekundo zatem je poslal plošček. Dihurka ga je ujela, se obrnila in zabila gol. Kričala je in se veselila. Počutim se kot pravi hokejist, je bila navdušena. Saj si, ji je zagotovil Franček. In jaz se počutim kot pravi član moštva.
Kako lepa zimska zgodba. Franček je spoznal, da pri igri ni najpomembnejša zmaga, temveč prijateljstvo, potrpežljivost in medsebojna podpora. In ko je Franček namesto razočaranja izbral razumevanje in pomoč, se je igra spet spremenila v smeh, veselje in pravo ekipno doživetje. Bravo! V mojem knjižnem kotičku lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Vrvež v moji glavi. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi Frančka in njegovih prijateljev. Čau, čau! Bravo, Franček. Odlična poteza. Thank you.